Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v naši družbi. Danes je seveda tudi dan državnosti in čas tudi za občinsko oddajo. Zato v studiu televizije ATM-TV Kranjska Gora gostimo župana občine Kranjska Gora, z nami je Jani Hrovat. Jani, dobro večer, živo, lepo pozdravljen. Pojem, gledalci, občani Kranjske Gore, lep dobro večer. Začenja se poletje, upam, seveda tudi, verjetno tudi ti, da tudi tisto pravo vremensko poletje se začenja, veliko aktivnosti se obeta, oziroma jih je nekaj že za nami, ampak seveda župan mimo zadnje seje ne moreva. 12. seja občinskega sveta v 6. mandatu je za vami. Ta teden, ki počasi odhaja, se je zgodila. Kako bi to sejo pokomentiral? Kaj se je vse dogajalo? Seja je imela 19 točk, obsežno gradivo, pač izredno hitro predelana. V 2 urah sem vesel, da občinski svet sodeluje, da res v bistvu te seje ne trajajo v nedogled. Kaj bi bilo za izpostaviti na tej seji? Mogoče prenos kanalizacije v občinske roke, mogoče poročila nadzornih odborov, kako občina pač zakonito deluje, mogoče še kakšne pač popravke v proračunu, ki se pač aktivno usklajuje, tako da to kaže na to, da pač občina res aktivno deluje, da iz dneva v dan pač se pojavljajo nove naloge, nova gradbišča, novi izzivi. Jaz to aktivno spremljam in seveda vsled tega so popravki v proračunu, tako kot v domačem proračunu, družinskem ali v pač zasebnih podjetjih, je treba pač to sproti urejevati. No, seveda ste sejo zaključili na tak lep način, ampak ker je pa povezano z dnevom državnosti, bova o tem kasneje. Poletje se je začele so se tudi šolske počitnice in tradicionalno tudi letos sprejem učencev. Kar nekaj je bilo spet zelo pridnih v naši občini. Mislim, da jih je bilo 16. Sprejem smo imeli letos prvič v Novem Ljudskem domu. Bilo je zelo slavnostno, zelo čarobno. Mislim, da so tudi starši občutili en tak res pravo energijo in da so pač ponosno zaključili ta osnovnošolska leta in da bodo te otroci, te učenci v nadaljnjih šolanjih širom Slovenije, pa tudi zamejstva, pač ime Kranjske Gore dostojno zastopali na vseh področjih. No, veliko prireditev je tudi že za nami, rekla v koncu pomladi ali pa ob začetku poletja, res tiste velike rekreativne množične prireditve, tako so že gonili recimo Poni na Vršič, pa tradicionalna kolesarska dirka Alpe Adria, torej čez 3 dežele, povsod si zraven, torej povsod si seveda v akciji, ampak greva seveda najprej malo dlje od doma, v Cancún, kjer si bil seveda tudi zraven del delegacije. Planica je spet kandidirala za svetovno prvenstvo 2021. Rezultat poznamo, pa kako si sam videl to dogajanje tam v Cancúnu? Kako se skupaj poteka, tudi zate je bilo verjetno nekaj novega? V bistvu zanimivo vprašanje. Veliko špekulacij, podtikanj se pojavlja zadnje čase po medijih, od pač predstavitvenega spota, kako jaz, pa predsednik Cerar, pa Ana Marija Lampič lomimo to angleščino, do razne pač
te v bistvu negativne reklame, v bistvu tudi tam, ki ni treba, kritiziranja Evgena Bergana, mislim Berganta, ki res mislim, da kar dosti dobro oddelal in pripravil ta predstavitev in spot, ampak mislim, da ta spot ni bil več ključen, da je bilo to vse odločeno že precej prej. Imeli smo velike želje, imamo res krasen nordijski center Planica, ki se lahko postavi ob bok oziroma pred vse nordijske centre na svetu, ampak žal se pa kje drugje ne moramo prestaviti pred Nemce, pred Norvežane, to so le pač gospodarske sile. V Nemčiji veste, da za Oberstdorfom stoji komplet industrija Bavarske, to pa veste, da je to VAG, da je to Audi, da je to Volkswagen, da je to zgodba, ki vleče, ki daje ne samo lepe besede, ampak tudi evre, tako da tukaj mislim, da smo bili že izločeni takoj, ko se je Oberstdorf pač prijavil na to kandidaturo. Tako. Pa mogoče še zadnje vprašanje povezano s Cancunom. Kako je tam vse skupaj potekalo? Je bila to ena velika dvorana, kjer je na vsaki stojnici se predstavil kandidat, ali je vsak se posebej predstavil? Mogoče nekrat. Ja, to je v bistvu en ogromen rezort, sklop hotelov, v katerem pač so ta mednarodna FIS organizacija zakupili dva nadstropja, v katerem so tudi te konferenčne in te pač predstavitvene dvorane. Na tej seveda prireditvi se pač predstavi vsak v svoji največji luči. Pač tukaj Planica, moram reči, da je bila čist suverena, da smo imeli predstavitev stojnico, tudi to pač aktivnost na stojnici na nivoju. Bili smo v vrsti treh, in sicer Trondheim iz Norveške, pa Oberstdorf, že prej omenjen, in seveda mi. Tukaj ni bilo nobenega defekta, tukaj mislim, da smo svoje delo opravili korektno, tudi na tem v bistvu predstavitvi v dvorani pred temi najvišjimi predstavniki FIS-a. Mislim, da so naši fantje pod vodstvom Evgena Berganta, Igor Evgena Berganta opravili to res na vrhunskem nivoju, ampak že prej povedano, pač rezultat je bil znan. Oberstdorf 11 ali 12 celo glasov, 17 predstavnikov FIS-a glasuje in pač tukaj je bila prednost očitna, Trondheim 4 in Krans Planica 2. Hvala lepa za te informacije, zdaj vemo več, kako je vse skupaj potekalo. No in potem seveda nazaj in takoj so se začele že poletne aktivnosti. Predvsem velika pridobitev je spet otvoritev kampa Špik, ker tam je bilo nekaj dni nazaj zelo veselo, polno optimizma. Ja, kamp Špik je v bistvu ena svetla luč letošnjega leta. Mislim, da smo lahko ponosni na naše kraje, da so odgovorni v materinski firmi HIT Nova Gorica spoznali, da ta lokacija ima potenciale in da so zadevo obrnili nazaj, da so na mestu, kjer je ta kamp že stal in pač kjer je tudi do 8 let nazaj obratoval, postavili nov sodoben kamp. Jaz mislim, da so s tem pokazali, da pač je bila ta odločitev prejšnjega vodstva in HIT-a in občine napačna, da kamp Špik ni parcela za prodajo, za gradnjo apartmajev in trg, in mislim, da tukaj se še enkrat zahvaljujem vsem,
ki so bili vpleteni, ki so verjeli v moje besede in pač postavili na novo Kemp Špik. Mogoče informacija, kakšen bazen bo tudi še zraven. Ja, Bojan, občina Kranjska Gora aktivno pridobiva dokumente in seveda kolikor bojo pogoji izpolnjeni, da pridobimo parcele, trenutno še v skladu kmetijskih zemljišč, se pravi v lastništvu Republike Slovenije, bomo pristopili k gradnji biološkega jezera, se pravi samočistilnega jezera v velikosti 3000 do 3500 kvadratnih metrov na področju jezercev nasprot Kempa. Ta Kemp pač in tudi Martuljk, ki je lociran v centru občine Kranjska Gora, in tako bo kopališče, jezero dostopno od Mojstrane do Rateč, v bistvu z enaka razdalja je od Rateč ali od Mojstrane do Špika, tako da jaz mislim, da je pozicija enkratna in če nam uspe zgraditi v tem delu kopalno jezero, mislim, da bomo z ambientom, z lego, z tudi prometnim povezavam za del, kako se reče, glavico na žebljico, oziroma obratno, to ti bo reči. Ja, dali piko na i, recimo. Piko na i je tako. Jani, seveda ena izmed pik na i lanske sezone pa je bila seveda ponovna oživitev jezera Jasna, ampak to ne samo oživitev, ampak res tista velika oživitev, vsaj kar zadeva obiska, ampak verjetno bo v letošnji sezoni, zdaj se bo kmalu začelo, zares spet kaj novega. Ja, jezero Jasna je bila pač speča trnulčica dolgo časa in kot v bistvu sem orjel Kemp Špik, tako sem orjel tudi v jezero Jasna. Jaz mislim, da je že v lanski sezoni obisk in seveda Orveš v Jasni pokazal, kako prav smo imeli vsi, ki smo v to verjeli, in letos dodajamo samo še par zadev, nadgrajujemo, vendar bomo Jasno pustili tako prvinsko, naravno. Jasno ne bi želel pokvariti z nekimi pretiranimi rekviziti, s pretirano gradnjo, z urbanizacijo. Jaz mislim, da mora Jasna ostati alpska, prava, tista divja Jasna, kot je včasih bila, seveda očiščena. Letos si dodajamo, se pravi, po nemško Knajpwege, to so poti za hojo po vodi, za masaže, ki pač človeku pač izboljšajo cirkulacijo, počutje, in to smo v sklepni fazi, pa ureditev teh teras in ležalnikov, klopc, v bistvu sama urbanizacija Jasne bo letos skoraj zaključena. Mogoče drugo leto dodamo še nekaj takih originalnih igral in to mislim, da bo za Jasno vse. No, predvsem so pomembne poti, ki vodijo v Kranjsko Goro. Imamo pač, oziroma občino Kranjsko Goro, smo pač taka lega, da je samo ena cesta tista, ki vodi k nam. Tudi na tem področju se je zdaj začelo že kar nekaj dogajati, od Hrušce proti nam. Se obeta še kaj zraven? Ja, obiski v Ljubljani zgleda, da so kljub vsem urodili neke sadove. S podžupanoma in tudi z mojo direktorico občinske uprave smo bili kar nekajkrat na infrastrukturnem ministrstvu. Naše želje in prošnje ter moledovanja zgleda, da so bila uresničena. Zaključen je ta odsek Hrušica-Belo polje, ki je bil najbolj pač problematičen.
Občina Kranjska Gora je s sofinanciranjem pač že pomagala asfaltirati cesto v Radovni od Psnaka do hiše na križišču proti Krmi v dolžini 800 metrov. Uredila je tudi javno razsvetljavo v Radovni letošnje leto, tako da Radovna je, kar se tiče občine, zaključena. Sem pa vesel, da sva skupaj z županom Gori z najinimi prošnjami in seveda tudi sofinanciranjem teh odsekov dosegla obljubo, da se asfaltira celotna trasa Gorje Radovna, kar bo res velik doprinos za povezavo Bled Kranjska Gora, tako kolesarsko, za motoriste, pa ne nazadnje tudi za domačine in avtomobiliste. Tako da to bo velik pač plus za občino Kranjska Gora. V planu imamo sofinanciranje izgradnje asfalta do Peričnika, to se pravi polovice ceste do Vrat. Vrata so Alpska dolina, ki pač preko poletja doživlja izreden naval obiska gostov iz celega sveta in moja vizija je, da bi se v nadaljevanju ta Alpska dolina asfaltirala, uredila parkirišča, seveda za neko primerno cestnino to pač regulirala v sami Mojstrani in z naravi prijaznim prevozi nudila tudi pač te transferje za skupine in za ljudi, ki pač so pripravljeni za to nekaj dati in ohranjati naravo tako, kot je. Zdaj, gradbišča so po celi občini. V Račečah se asfaltira cesta od gasilskega doma do glavne ceste. Preko poletja se bo uredilo parkirišče na avtobusni postaji. V Podkorenu je kar nekaj predvidenih sanacij cest, pa seveda tudi tega lepega trga, ki je bil zgrajen še pod Jožem Kotnikom, ko je bil župan še Jože Kotnik. Trg je star 15-17 let in je potreben kar nekaj popravkov. Pa podaljšek trga v Kranjski Gori, ki se te dni zaključuje do lokala Pristavc. Ureditev celotne Kranjske Gore smo zamaknili na september. V tem mislim, da zajema obnovo od uvoza v Kranjsko Goro pri gostišču Gurman, to je pri hotelu Kompas do hotela Lek. To je celotna trasa Kranjske Gore, ureditev modre cone ob pač tej cesti in znižanje hitrosti na 30 km/h, tako da bo skozi Kranjsko Goro promet nekoliko bolj umirjen, ker vemo, da je 50 km/h kar hiter. V Gozd Martuljku je predvidena v jeseni izgradnja pločnika. Jaz samo upam, da bo država držala dano besedo in da bodo v jeseni pač to cesto rekonstruirali. Mi pa imamo namenjena sredstva za izgradnjo tako dolgo željenega pločnika v Martuljku. V Martuljku se bo še popravil nekaj malih cest, pa na Dovjem, pa tudi tukaj pod Kužah se predvideva ena sanacija ene krajše vaške ceste. To bi bilo, kar se cest tiče. Imamo pa seveda še kar veliko drugih projektov, pa bo celo oddajo v bistvu raztegnila, če bi
začel v bistvu to vse razlagati. Aha. Pa mogoče v naslednji priložnosti. No, seveda je pa veliko tradicionalnih poletnih dogodkov v Kranjski Gori. Seveda vemo, da se skoraj da vsak večer nekaj dogaja, ampak mimo Ruske kapelice pa ne moreva zaradi tega razloga, ker je letos 100 let in je seveda ena posebna priložnost, ni več veliko časa, dober mesec je do takrat. Verjetno bo letos, glede na to, da pride sam predsednik, seveda precej spremenjen režim. Ja, res letos bo eden največjih dogodkov v Kranjski Gori prav obisk ruskega predsednika Putina na 100-letnici izgradnje Ruske kapele. To si lahko Kranjska Gora šteje v izjemno čast in ob tej priliki se moram še enkrat zahvaliti predsedniku Pahorju, ki je pač sprejel modro odločitev in predsednika Putina tudi povabil v Kranjsko Goro. Jaz mislim, da se morajo ljudje oziroma prebivalci občine Kranjska Gora ta dan pač zavedati, da je sistem in režim čist spremenjen. Ta dan bo blokirana ne samo Kranjska Gora, ampak bo blokirana celotna Gorenjska, tja do Bovca. Zaprte bodo vse glavne ceste, vse te ure, ko bo ta obisk trajal in pač jaz že zdaj naprej pač opozarjam prebivalce, občane občine Kranjska Gora, da se pač na to pripravijo, da ta dan ne bo možen pač transport, prehajanje med kraji. Tudi zdravstvena služba bo organizirana povsem drugače. Vse, kar bi bilo nujenega za transport proti bolnišnici Jesenice ali Ljubljani, se bo opravljalo s helikopterjem. Rešilci bodo pač v sili spremljeni z policijskimi vozili. Tudi gasilsko vozilo ne bo moglo na akcijo oziroma na intervencijo brez spremstva policijske enote in seveda pregleda gasilcev. Tako da to je najvišja stopnja varovanja oseb na svetu. In to bo seveda zadnji konec tedna v mesecu juliju. Ja, obenem pa bi mogoče prosil naše občane, ki bi se želeli udeležiti te slovesnosti ob 100-letnici Ruske kapele na Vršiču, da je režim obiska letos tudi precej spremenjen, da morajo na občino Kranjska Gora oddati vlogo, ker brez akreditiranih, se pravi brez akreditacij, obiskovalci ne bodo mogli priti do samega prizorišča. Se pravi, treba je oddati vlogo z svojimi osebnimi podatki in po preverbi na Ministrstvu za notranje zadeve bodo izdane akreditacije, s katerim bodo pač občani lahko dostopali do prizorišča. Samo da pokažem, takle vprašalnik je to, torej občina Kranjska Gora, se ga pa dobi pri vas, torej na občini se ga izpolni za tiste, ki bi si radi želeli ogledati to tradicionalno mašo, 100. že. Župan, sem pa slišal, da je kar velika postavka za Slovenski planinski muzej v Mojstrani, sicer je seveda enkraten, ampak je bilo pa omenjeno to nazaj. Ja, res. Zdaj vse enkratne stvari pravijo, da so drage, no, ampak mislim, da tukaj imamo rešitev. Slovenski planinski muzej je dejstvo in okrog Slovenskega planinskega muzeja smo začeli plesti nove zgodbe. Sam si opazil
ferate, ki so se zadnje mesece izredno dobro prijele. Na dnevu Alpske konvencije je bila tudi uradna otvoritev. Ferate so bile obiskane v teh 2 mesecih, mislim, da že preko 2000-krat, se pravi, da je to vsakodnevno kar nekaj alpinistov, planincev, ki to obišče. Sem vesel, da je to v bližini Slovenskega planinskega muzeja, ki mu daje neko novo energijo, novo vsebino. Odprli smo tudi vodniško pisarno v pomoč našim vodnikom, ki jih je v naši občini kar nekaj, in mislim, da je prav, da se prav v Mojstran v bistvu oživi ta vodniška dejavnost. Postavili smo tudi bivak 2, ki so ga z gora prinesli v dolino. Nameščen bo na Rušju drug bivak, novejši. Ta pa že stoji ponosno vrh skalnjaka pred Planinskim muzejem, katerega smo postavili prejšnji mesec. Pod skalnjakom pa je ena velika zanimivost, in sicer prostor doživeti, v bistvu angleško escape room. To je izredna novost in atrakcija. To je na način, kot je bil letos pozimi v Iglujski vasi pripravljen ta escape room, in mislim, da bo to ena velika atrakcija. Poleg vsega prej naštetega v muzeju seveda tudi predelujemo prostore, recepcijo, tako da bo na istem mestu turizem, muzealstvo in seveda tudi ta planinsko-vodniška dejavnost. Mislim, da muzej ima potenciale in tudi pozicijo v Mojstrani, tako da bomo muzeju dodali nove vsebine, in s tem upam, da bomo pridobili tudi nova sredstva, seveda inkaso, da bo prej omenjen izdatek nekoliko nižji. Aha. No, zdaj vemo, seveda brez nič pa tudi ni nič, pravimo v koncih. No, ampak še en velik projekt vas čaka, mislim, da s 1. julijem, ne glede na to, da smo sredi poletja, pa prevzemate tudi kanalizacijo na občini. Ja, končno bi lahko rekla, ne. Mislim, da to je bila najdražja investicija občine Kranjska Gora od te nove organiziranosti leta 1994, in investicija, ki je pač bila dana v upravljanje koncesionarju SHV, nemškem koncesionarju, ki je vsa ta leta opravljal dejavnost čiščenja odpadnih voda na področju občine Kranjska Gora. Po naših predvidevanjih in reviziji kanalizacije samega sistema smo pač bili priča rezultatu, ki je potrdil naša predvidevanja, da je sistem narejen površno, in jaz upam, da bo do konca te zgodbe dogovorjeno o sanaciji, v bistvu o deležu, ki bi ga mogel še ta koncesionar dograditi in izplačati te pomanjkljivosti v sami izgradnji sistema. Oni so za nami pač poslali na teren tudi nemško ekipo revizorjev, ki so s kamero pregledovali celoten kanalizacijski sistem, in čakamo na njihovo poročilo. Obljubljeno nam je bilo, da bodo po primerjavi naše revizije in njihove z izsledki prišli na občino, in takrat se bomo pogovorili tudi o teh potrebnih pač sanacijah in gradbenih delih, ki jih je potrebno še v garanciji izvršiti. No, dela je veliko za vami, dela pred vami tudi.
12. seja je tudi za vami, na začetku sva jo omenila, na koncu pa bova seveda tudi z dnevom državnosti. Zdaj je čas dopustov, počitnic do jeseni, seveda bo se tudi svetniki in svetnice počivali oziroma odšli na kakšen zaslužen dopust. Ampak to 12. sejo vseeno ste zaključili na en tak zanimiv način. Ja, res. V Kranjski Gori imamo častnega občana Janeza Brojana, člana Gorske reševalne službe Mojstrana in slučajno tudi snemalca ATM TV, ki snema naše seje. In prav to priložnost smo izkoristili za predstavitev tega filma, ki verjetno vsem Slovencem še zmeraj ostaja v spominu iz tega večera 26. junija, proslave na Trgu Republike, kjer so nam pač še kako zvenele tiste besede takratnega predsednika Milana Kučana: danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. In seveda poleg tega imamo vsi v spominu tudi razvito trobojnico v vrhu Triglava, mojstranske reševalce pod vodstvom prav Janeza Brojana na vrhu Triglava s prižganimi baklami. In mislim, da je Janez Brojan res človek z velikimi začetnicami, zaslužen za marsikaj in res tudi zaslužen za to, da je častni občan Kranjske Gore. Jaz bi ob tej priliki vsem občanom in občankam čestital ob dnevu državnosti, vsem, ki so kakorkoli prispevali za našo samostojnost, ki so bili v času osamosvojitve v enotah teritorialne obrambe, policije, političnih strukturah in raznih drugih manevrskih oblikah, bi se zahvalil res za to, da ste obranili, da smo obranili to našo Slovenijo in seveda vsem občanom še enkrat zaželil prijetne poletne počitnice, mladini čim več sonca in sproščenih dni pred novim šolskim letom, tako da se vidimo v jeseni. Ja, hvala lepa za te lepe želje. Jaz pa bi rekel, hvala lepa, župan, da si ob vsem delu in vsej akciji najdeš čas, da prideš tudi v studio televizije ATM TV. Lepo poletje seveda tudi tebi in tvojim domačim. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa smo ob dnevu državnosti zaključili našo občinsko oddajo. Gremo naprej, polni optimizma v 25. letu državnosti, še na naslednjih 25 in tako naprej. Hvala lepa za pozornost, lepo se imejte in na svidenje prihodnjič.